Spoštovani predsednik, spoštovani kolega minister, evropska poslanka, predsednik občinskih in drugih odborov strank, predvsem pa seveda spoštovane članice in člani. Ta teden, ki je za mano in za organi slovenske policije, je kar težek. In ko sem se včeraj spraševal, oziroma ko mi je prišlo na misel, kaj pravzaprav najbolj označuje ta teden, je prišla na misel tista Krambergova misel izpred več kot 30 let. Takrat je rekel, in ko ne bodo vladali, bodo protestirali in na ulicah pozivali k smrti tistih, ki vladajo in niso njihovi. Bravo! In to, kar vidimo tukaj zunaj, so zgolj zadnji prezlaji tega, kar ste nekateri že omenili. Torej, lahko mu temu rečemo levi fašizem, jaz pa temu pravim konec komunizma. Če smo danes tukaj tisti, ki smo čez teden trdo delali v službah, na poljih, v vinogradih, vzgajali otroke, vnuke, ali pa uživali to, da smo svojo delovno dobo že opravili. Ne vem, kdo so ti tukaj zunaj, ki danes v lepem popoldnevu nimajo drugega za početi kot nagajati. Lahko povem, da so tisti v torek v Ljubljani bili pretežno tisti, ki so brezdelneži ali pa so v največji meri pripeti na državni jasli. Ampak, gledajte, ne tega, kar je danes tam na oni strani, ne tega, kar se je v torek zgodilo v Ljubljani, ne bi bilo brez dveh ključnih faktorjev. Eden je ta, da imamo v Sloveniji še zmeraj opozicijo, ki ne razume, da se na oblasti menjajo leve in desne opcije in da se te menjave izvajajo na volitvah in v državnem zboru. In drugi pomemben razlog, ki nekako napeljuje k temu, kar vidimo v Ljubljani ali pa danes tukaj zunaj, je žal potrebno povedati, da ni le novinarka, ki jo je omenil Radin, ampak je 3/4 slovenske medijske scene. To, kar lahko, ali pa ste lahko gledali v zadnjem letu, to hujskanje novinarjev, to pozivanje novinarjev k nasilju, to neverjetno podpiranje vsega, kar se je dogajalo na ulicah in je očitno ušlo izpod nadzora. Zato ni čudno, da so v sredo obrnili ploščo. Torej, kar naenkrat tisti, ki razbijajo po Ljubljani, tisti, ki so tedne razbijali v Ljubljani, zažigali lutke tudi v petkih, obešali politike, kar naenkrat več niso nič krivi. Kar naenkrat je kriva policija. Zato se mi zdi prav, da z aplavzom podpremo slovensko policijo, ki je v veliki meri, ki je skozi vse tedne, po moji oceni, skrbela za to, da se je vzpostavil red in mir, za to, kar policija je, in za to, da se ni ponovilo ali pa zgodilo leto 2013, 2012, ko če se spomnite, so nekateri od policistov žal končali tudi v bolnicah. Pa da zaključim z mislijo, ki se navezuje na politične razmere. Če smo bili leta 2012 in 2013 priča pravzaprav zelo podobnemu scenariju. Spomnite se, da so takrat začeli v Mariboru, ravno tako so najprej obesali lutke, kurili kresove, na koncu metali kocke v policiste in v stavbe. Končalo pa se je tako, da so tisti nezanesljivi partnerji, koalicijski partnerji, ladjo zapustili. Danes lahko rečem, da Zdravko Počivalšek ni Gregor Virant in Matej Tonin
In Matej Tonin ni Radovan Žerjav. Zato vas naj vse spoštovanju pogumim v teh tednih, v teh mesecih, ki so pred nami, naj se vidi naš drugačen način dela. Naj se vidi naš način dela, ki ga poosebljate vi. Naj se vidi to, kar vlada Janeza Janše počne. Visoka gospodarska rast, višje plače, višje pokojnine, skrb za mlade, skrb za družine, boljše okolje, torej naložbeno okolje, predvsem pa to, da bodo vse tiste milijarde, ki jih je naš predsednik v Evropi spogajal, porabljene za nove šole, za nove vrtce, za nove vodovode, za ceste in vse da se nastavljajo. Torej, naša naloga v naslednjih tednih in mesecih je, da ne padamo v te provokacije, da pokažemo, da znamo delati drugače, da to, da delamo drugače, širimo od ust do ust, da se ne zanašamo na to, da bo to širjenje tako ali drugače predstavila Radio Televizija Slovenija ali pa Pop TV in da je to naša naloga. Ko bomo to nalogo upravili, bomo v naslednjem letu, tako kot je povedala evropska poslanka, na volitvah 4-krat zmagali. Srečno!